Živijo, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd ima mogoče tako malo nenavadno temo za naju. Imela sva že kar nekaj epizod, kjer sva govorila o umetni inteligenci. Bolj ali manj sva pozitivno govorila o umetni inteligenci. Danes bi pa se pogovarjali o tem, zakaj Gen Z ne mara umetne inteligence. In čudno tudi iz tega stališča, ker bi pričakoval ravno obratno. Torej, Gen Z, mladi, rojeni po letu 97, so prvi, ki zagrabijo nove tehnologije, zrasli so z internetom, prva generacija, ki je zrasla z internetom. In tudi oni največ uporabljajo ChatGPT pa AI orodja. Ampak pa začneš gledati podatke, res se zdaj kar nekaj raziskav nabrali na to temo. Recimo Gallupovo poročilo, ki se imenuje The AI Paradox, kaže, da 51% Gen Z-ov uporablja AI vsaj tedensko ali celo en del, polovica teh celodnevno. Ampak navdušenje nad AI-om je v enem letu padlo na 22%. In pa ta odnos, torej kaj čutijo ob uporabi AI-ja, ali pa ko pomislijo na AI, je pa jeza zrasla na 31%. Torej, tle zdaj prihajamo do nekega paradoksa, v smislu AI postaja normalen del njihovega življenja, tak dnevni sopotnik, in bolj ko postaja to, manj so navdušeni nad njim. Torej, kaj bi ti rekel, je to res postaja paradoks ali je to nek tak naraven razvoj orodja ali oziroma neke nove tehnologije? Mislim, zanimiva statistika, definitivno. Tako, kot si rekel, pričakoval bi, da ta generacija je zelo še večji promotori kot mogoče midva, ali pa da vidijo še več dodane vrednosti. Ampak jaz mislim, da to protislovje izhaja, je bolj posledica vsega tega, kar se jim v bistvu dogaja, oziroma kako so seznanjeni z AI-jem kot takim. V eni strani, tako si rekel, veliko uporabljajo, veliko verjetno to uporabljajo pri svojem delu, pa zdaj una mlajša generacija Gen Z-ov pri učenju. Tako da tam ga vedno vidiš tako kot AI, kot nekega asistenta, sogovornika, nekaj ti pomaga. Zdaj pa na drugi strani, recimo, starši od teh iste populacije, po mojem ChatGPT ne vidijo tako direktne konkurence v smislu za svoje delo, ker ga mogoče ti toliko ne uporabljajo. Ne? Kako ga pa v bistvu vidi nek 22-letnik, ki pa zelo hitro on začne razumevati, da njegovo delo lahko ne bo več toliko pomembno, lahko da bo tudi izgubil službo, oziroma bodo izgubili službo neki njegovi znanci, prijatelji, ker se vedno več tega pojavlja, da so, saj v Ameriki, veliko odpuščanj povezanih, da je pač v bistvu AI kot razlog. In to na eni strani imaš, korenček, pa palco, bi lahko rekel, tako ti je ful, ti je dober, super to, da to uporabljaš, po drugi strani pa veš, da tudi sam s to uporabo bolj, ko uporabljaš, prispevaš k tem, da mogoče zadeve bodo pa enkrat, drugemu jamo kople, sam vano pade, malo ta del. Tako da mislim, da o tem malo zdaj statistike govorijo, mogoče o tem, kako si seznanjen s tem, sej bomo vmes malo še to predebatirali. Ja, se mogoče, torej ne gre samo za eno poročilo. Jaz sem tle zbral kar par, rečemo, nekih podatkov na kup. Torej, prvi podatek je bil ta, torej Gallupov report, 51% Gen Z-ovcev uporablja AI dnevno ali pa tedensko. Torej, to ni generacija, ki AI ignorira. Tako je. In torej to, kako se počutijo ob uporabi AI-ja, navdušenje je bilo pri ta isti raziskavi lani 36%, padlo je na 22%, medtem ko se uporaba se je pa celo dvignila za, mislim, na 6%. A misliš, da je tle težava tudi s tem pričakovanji? A veš, lanske so neki dober, pa pričakuješ še nove modele, še ta hype? Sigurno je tudi to, torej mogoče to sem malo za zaključek hrano, ampak torej ChatGPT prav ne vem, koliko ima dnevno aktivnih uporabnikov, 900 milijonov ali pač neka nerealna številka je, ampak tega sicer ne objavljajo javno, ampak kakšen majhen delček teh ljudi dejansko plačuje za to. In zdaj, če pogledaš brezplačne modele, ki so na voljo, v resnici se slabšajo. Torej vsi, in ChatGPT, in Google, in Anthropic, vsi probajo torej te modele, ki jih ponujajo zastonj, delati čim bolj ekonomične in jih s tem poslabšajo in potem dobiš pač tisti slavni
Google odgovor, da je lepilo na pico, če hočeš malo bolj tercir. Tako, in se mi zdi, da tudi mogoče pričakovanja se po eni strani povečujejo, ker je skozi več govora o AI-ju, ampak ta izkušnja pa mogoče tudi pada. Ok, tretji podatek, Pew Research je septembra 2025 delal raziskavo, kjer je pokazal, da 57% Američanov vidi tveganje AI kot visoko ali pa zelo visoko in samo 25% Američanov vidi visoke koristi, da jih dobiva od AI-ja. In najpogostejši odgovor, ko so jih vprašali, kaj jih najbolj skrbi, je bil nekako v smislu, da AI zmanjšuje človeške sposobnosti, zmanjšuje ustvarjalnost, kritično mišljenje, reševanje problemov in odnose. Pol to, kar ste verjetno videli v medijih, letos je bilo kar nekaj teh govorov na teh torej zaključek faksa, ne vem, kako je to po slovensko, v Ameriki pa cel ta dogodek s podelitvijo diplom. In s temi... Podelitev diplom? No, ok, podelitev diplom, ampak tam je res dejansko torej ljudje iz industrije ali pa znani ljudje iz tega mesta pridajo pač še nek tak inspiracijski govor imeti. Aha, vsemu generaciji. Tako. Okay. In mislim, da sem videl 3-4 te posnetke, kjer so začeli razlagati o tem, kako je AI industrijska revolucija. Nazaj so dobili Boo, pa AI sucks in take stvari. Se jasno, ok, eno je, če greš res, mislim, da en primer je bil na eni univerzi za umetnost. Pa humanistika, pa tako, kjer boš prej to doživel, ampak je tudi, ne vem, ta bivši direktor Google je bil, kjer so ga tu, čisto so ga zdisali, skratka, ni tle neke ljubezni do tega, ne. Pol je bil še en report, to, kar si že ti omenil, torej maja 2026 so poročali, da je bil skoraj 40,000 odpustkih oziroma odpuščanjih AI naveden kot razlog, zakaj so nekoga odpustili. In to je bilo 40% odpuščanj v maju. 40% vseh je AI kot. Torej izmed vseh ljudi, ki so jih odpustili v tistem mestu, jih je pri 40% bil razlog AI. In mogoče še zadnji podatek, Stanford AI Index pokaže ta razkorak med kaj misli biznis in kaj misli javnost. Torej biznis pravi, da bo AI na delo imel, oziroma 73% strokovnjakov pričakuje pozitiven vpliv na delo, medtem ko splošna javnost se s tem strinja v 23%. Ok, zdaj če malo komentiral te statistične podatke. Da, se pa gre pa mogoče lahko vsakih se malo posebej povedati. Sam hotel sem predstaviti, da je to pač, sicer so tle podatki predvsej za Ameriko, malo jih en delček tudi za Slovenijo, ampak kažejo na nek širši trend. Sej, o tem sem malo pogovarjala. Res je, da so podatki za Ameriko, ampak moramo pač vedeti, da Amerika je bistveno prej naredila ta AI adoption, imajo tudi recimo manjšo regulativo, kot je v Evropi. In zdaj, če smo v Evropi malo zadnji, pa v Sloveniji še malo bolj zadnji, glede vsega tega modela pa vsega adoptiona, si lahko predstavljamo, da bi se nekaj podobnega zgodil ali pa neki podobni odzivi čez dalj časa tudi pri nas zgodili. Tako da, mogoče so prej tam, ampak tako. Zdaj, mogoče čist en tak komentar. Meni to tako malo deluje, kot še z potrošniškega sveta. Dobimo nekaj novega, bolj velika euforija, nov produkt, vse je super, pomaš veš tako sploh pri teh nekih napovedanih stvarih, ki jih niš še videl, izjemna pričakovanja, pa ti zdobiš, pa ni čistko, kar si pričakoval. Mal si razočaran, bolj ko poznaš to, vidiš, kje so omejitve in pol mogoče dobiš neka ta občutke, ki si jih ti tudi povedal. Zdaj, ne vem, če je zdaj vse v tem delu, kar sem imela, vse AI kriv, Te odpuščanja se mi zdijo tako, zelo prikladen razlog je, da ko nekoga odpustiš, da navedeš AI kot razlog. Zdaj, je to res čist nekoga zamenjal nekaj iz področja umetne inteligence ali prav agent ali kaj tak, ali pa so samo pač navedeli to kot razlog, ker pač nekaj moraš navesti, tako da to se mi zdi... Tudi Amerika je imela vsaj med COVID-om kar hiperinflacijo zaposlovanja, in to se kaže in v tem, da so zmanjšali število zaposlovanj in verjetno tudi povečali število odpuščanj. No, zdaj je to še malo podatek iz tega. Sej v enem izmed reportov je tudi, si ga omenil, je bilo v bistvu, koliko so ljudje prodaj AI-ju,
pa se pravi varovanje njihovih podatkov, pa iz tega vidika, ali pa so v bistvu podatki, ne vem, z 2011 do 2025, ne. Tukaj po mojem ne govorimo o umetni inteligenci taki, ki jo zdaj poznamo prek ChatGPT-ja in podobnih stvari, ampak umetni inteligenci, ki ti personalizira stvari in podobne stvari, ne. Zdaj, to vse je tako, veš, v enem košu, tako da mogoče kakšna od teh stvari, kako so ljudje seznanjeni res s tem, je umetna inteligenca po mojem tako v nekem širšem kontekstu, kar se mi zdi pač, je pa res, da če bi tako vprašal, zakaj tudi ta generacija ima mal negativen občutek s tem, eno je to, kar sva rekla, pa zaradi odpuščanja, drugo pa je, da po mojem se dosti zaveda ta generacija, kaj vse v bistvu s tem lahko generiraš. Tudi v smislu generiranje nekih stvari, ki so fake news in podobne stvari, tudi, veš, veliko tega je, ker sem mogoče, tako kot so prej rekla, starejša generacija tega ne zaveda, ker pač tega toliko ne uporablja, bolj kot ti uporabljaš, bolj veš, kakšne so možnosti, si znaš predstavljati, če bo rast taka kot do zdaj, kje bi to lahko vse še bilo. Pač zdi se mi zelo pomembno eno zadevo, ko si rekel, da v bistvu v brezplačnih modelih pa oziroma razmerje med tem, koliko ljudi uporabljajo, pa koliko uporablja plačljive stvari, pa da se vedno bolj slabša ta del, ki je zastonski, ker pač itak to pač porablja velike količine energije, vemo, da ta del je pač problematičen, vemo, da sta dva od teh večjih ponudnikov zdaj pred IPO-ji, in seveda treba je nabildati, ne vem, subscriberje, plačljive, tako tudi tam pač marsikaj več obljubaš, in zdaj veliko ljudi, ki jih jaz tudi poznam, recimo v Sloveniji, so pač uporabljali čisto zastonske zadeve. In tako pač jih uporabljajo tudi za nekaj malega zadelati, malo tako. In ta preskok, zakaj zdaj plača 20 €, ne vem, ali pa več, je v bistvu kar mentalni challenge, pa si rečeš, se zdaj mi pa vsake, ne vem, 5 ur blokira, pa reče, da moram počakati, in pa se ti to začne nabirati, si pa ne. A veš, ne lahko iz tega ven nastane neko tako nezadovoljstvo tam, kar sem imela v določenih kategorijah. Tako da to zih ful vpliva, mislim, zelo veliko vpliva to, da ste poceni zadeve ali pa zastonske ratale v bistvu ful bolj omejene. Ja, drugo, kar jaz vidim, kar tako se mi zdi, da iz te raziskave kažejo, da ljudje tako gledamo, kaj AI prinaša pod črto. Torej, lahko je veliko dobrega, ampak če je hkrati še več slabega, pač po črto rečemo, to je pač skupno je nek negativen rezultat in tega ne želimo. Tako, bilanca neka. Tako, kakšna je bilanca. In tle tudi pol, ko gledaš, kar je sigurno v Ameriki večji problem kot tukaj, torej kaj se tam dogaja z temi gradnjami data centrov, kjer je, ne vem, na eni strani cela infrastruktura je preslaba, energetska podjetja izboljšajo infrastrukturo, naredijo nove elektrarne, karkoli že naredijo in dvignejo ceno elektrike vsem, ki so tam v mestu doma, da ne govorimo o tem, ko gre pač tam neke čiste vode skozi tiste data centre, oziroma kako data centri, ki ne dobijo dovolj energijo, pač zgradijo neke generatorje na nafto in tam pač se skupaj zelo glasno laufa. Torej, ne gleda se nič na okolje, mislim, da tudi pa spet neka raziskava kaže, da več kot 70% ljudi je proti izgradnji data centrov v njihovi bližini. Mislim, da so celo ljudje imajo preferenco, da če že moraš zbirati med data centri pa nuklearno, da se pravi bi raje imel nuklearko. Nuklearko zraven, kakor pa data center. Plus tega, da ne vem, mogoče jaz, ko sem malo bolj v tehnologiji, vidim računalnikov ni na zalogi, cene rama so se dvignile, posledično so se cene računalnikov dvignile. Tako, te stvari imajo. To so te side effects, veš. Tako. Pod drobnim tiskom napisane. Ok, pa če greva zdaj mogoče vsem tako, malo si že načel, torej, če si star 45 let, imaš stabilno kariero, AI mogoče lažje vidiš kot orodje za produktivnost, kjer boš ti postal superhuman, to, kar pač podjetja govorijo, Če si pa star 22 let, pa ti nekdo začne razlagati, AI je naslednja industrijska revolucija, spet nekdo, ki je star 55 in direktor uspešnega podjetja, ti lahko slišiš, tvoja prihodnost je pod vprašanjem, mi ne vemo, kaj bo s tvojo prihodnostjo, ampak nam je super, da imamo vsa to tehnologijo. Ja, to zdaj tako bi rekel, sta dva pola, nekako.
tako, dva vidika tega. Eno si rekel, korposvet, prideš, AI, prihodnost, zdaj imamo vse to vest. Bova prišla do tega dela, zakaj mogoče uvajanje ali pa nekaj raziskav bilo v tem delu, da ljudje so malo tako znajo tudi kaj narediti proti AI-ju, da se uvaja, ampak to ena stvar, ki sem prej eno misel, fajn iz tega ven razvil je ta, saj ni težava AI-ja v uvajanju, ne. Težava je, da karkoli uvajaš v podjetje, na začetku je malo odpor, tudi ko se, ne vem, iz Excela, CRM vedo, ne. Tam govorijo ta prvi del, da ljudje morajo... Eno je spreminjanje navad, ja, sigurno. Navada se spreminja, se mi zdi pa, da pa AI mogoče ta hitrost, da nekaj spremeniš, ko vidiš, da je nekaj dobrega, fajn, je pa pol ta drugi del, pa tej starejše generacije, ki se razmišljati, pa niso vse službe take, ene je, se zdaj pa to naredi ta sistem sama, ne. Tako da v tem delu, a veš, je AI definitivno odgovarja na to, da in to, kar so pač neke premise AI skozi produktivnost, se pravi, bomo imeli več outputa, manj bomo imeli stroškov, da bomo nekaj naredili, sicer to je zdaj že tako, ta manj stroškov je že vprašljiv, glede na to, da se modeli dražijo in da v bistvu so uporabe tohno kar velike, ampak recimo, da zaenkrat še v plusu, pa manj ročnega dela, več stvari bomo avtomatizirali. Zdaj tisti, ki smo res noter v tem, ali pa ne vem, da se dosti srečujeva z različno stopno zrelosti podjetij tukaj v Sloveniji ali pa v regiji, ni čisto simpel, kar je AI preklopiti, pa bo vse avtomatizirali, zato ker včasih je še ogromno nekega ročnega dela, kar si niti ne bi predstavljal pri kakšnih organizacijah. Tako da ni, da bo AI karkoli rešil, prej sem mogoče s kakšnimi procesi začeti ukvarjati, kar je dobra stranska posledica, nima nič z AI-jem veze. Zdaj, kar ima na drugi strani, če greva pa na mlade, zdaj te mladi diplomanti, bodoči voditelji, pa kako to vidijo, vedno manj je, to se pogovarjam, si mi rekel, manj je nekih junior mest, ker dejansko AI pa že zapolnjuje neke te, saj v Ameriki, neka dela zbiranja podatkov, researche, to je res AI kar dosti prevzel, manj tudi priložnosti za učenje, vse te junior pozicije si lahko skozi neke procese, skozi manj zahtevne naloge se tudi naučil neke nove stvari. Konec koncev danes vsi lahko prinesejo svoje agente v službo sabo, ki so jih dorazvili, imajo nek proces in vem, da so ljudje tudi bistveno bolj konkurenčni ali pa več konkurence za neko delovno mesto. In zdaj vsi morajo biti boljši. In to je neke vrste za mlade kar velik pritisk, ker so določene sicer, ne vem, ne predstavljam si, zato ker nisem Gen Z več, ampak vsem. Nikoli nisi bil. Nikoli nisem bil. Ampak tako, če bi se preslikal zdaj v obdobje iskanja prve zaposlitve, je zadeva kar težka iz tega, kar vse imaš na voljo, koliko znanja, koliko AI vsega, po drugi strani pa veš, da te neki entry jobi so pravzaprav že zautomatizirani, pa so lažje avtomatizirani, tako da imajo zelo kratek rok trajanja, tudi če obstajajo. Tako da iz tega vidika, ne vem, definitivno je veliko podjetij, pa veliko priložnosti še, kjer se mladi lahko učijo, pa je uporabijo mogoče za ta namen, da jim pomaga najdeti tudi take stvari, mogoče pomaga pač bolj tudi sebe sprofilirati, bolj najdeti, ne vem, nek svoj angle, skozi katerega so, tako da se lahko še marsikaj boljš naučijo, tako da to je dobra stvar. Da pa dela zdaj, ko vse ostalo, pa po manj si pa zelo, si pa teže zaposljiv iz tega vidika, da rabiš nek ta konkurenčni edge, Zato, ker, naša generacija še vsem sabo nos precej nekih izkušenj, tudi če uporabljaš AI dost v veliki meri ali pa pač tako, če vsem imaš, ne vem, toliko in toliko let nekih izkušenj, nekih različnih procesov, ki si jih tako sam ali v skupini. Šel si čez junior proces, ne? Tako, in če tega sfališ, skočiš danes kar do nekega položaja po znanju, ampak manjka ti pa mogoče včasih ta izkušnje, in ta del je. Zakaj nekaj tako delamo? Kot junior si se mogoče to naučil, če si štartul direkt na sredini, pa pač zaradi tega, ker se tako dela, Ja, tako da iz tega vidika
je mogoče ta težava connecting the dots, ne bomo pač toliko ustvarjalni, ne bomo toliko tega. Sej MIT delal to raziskavo in Brain Rot se imenuje pač ta raziskava, ampak oni so sami povedali, da tam je 54 ljudi sodelovali v tej raziskavi, kjer so res dokazali, da pač ljudje, ki uporabljajo AI, se določene celice oziroma nevroni nehajo odzivati oziroma se manj aktivirajo. Je pa res, da lahko na drugi strani, če imaš tudi ljudi, ki bistveno več raziščeš, poveš neke nove stvari, tako da bi bila treba bistveno večja študija, da bi ugotovila, da AI zavira ustvarjalnost. Ne? Ja, jaz bi tle pri mladih, sploh mogoče še res tej mlajši generaciji rekel, da izziv je, torej šolski sistem še ni čisto ugotovil, kako AI upeljati. Ne? V smislu, tako se mi zdi zelo konfliktno vse skupaj, ne? Torej vsi, sploh tako recimo na faksih, se mladim govori, AI bo nujna kompetenca, ki jo rabaš v prihodnosti, pa mogoče celo v isti uri, v istih 45 minutah slišiš tudi, če uporabljaš AI, mogoče goljufaš. A ne, in je v smislu, kje smo zdaj? A ne? Pa zakaj torej tudi iskati, ki uporabljate AI, ki je ne, ki je mogoče puščati temu šolskemu sistemu, da ostaja tak, kot je, ne? Torej da vse to, torej ta connecting the dots, da te nauči nek proces, da dobiš na tak način širino, da ni vse, da nekaj pač pride tako po tekočem traku do tebe oziroma na zahtevo. Ne? Ker se je verjetno, ampak manjša dilema je tudi bila, ko so kalkulatorji postali dostopni. Se je nekdo sprašal, zdaj pa ne bo noben več računal. Pa smo tam hitro ugotovili, da kalkulator ni vse, kalkulator ne zna postopka, ampak pač zna do nekega rezultata pridati. Tle pa se mi zdi, da to še malo iščemo. A ne? Ja, se pravi, je nek strah, ki je realen, ampak mogoče malo napačno usmerjeno. Ne? Pač moramo ta orodja, kot si rekel, znati uporabljati, a veš, v pravo smer. Ne, da zdaj mogoče tako, kar brez konteksta uporabljamo, pa kar vse verjamemo, pa tako. Ka pol smo res malo, pol naše možgane malo damo na off, kar pa definitivno ni ok, ne za nas, ne za človeštvo. Tako da mogoče je en tak test, ki si ga vsak lahko da tako, pa se vem, da je težko, danes, ko je AI vse prisoten. A bi lahko veš en tak mali task, ne, rešil brez AI-ja. Ker danes, tako kot družba, smo dosti AI, smo ratali malo leni na tem delu in je tako, no da je tole zdaj, mi malo sintetiziraj skupaj, ki si naredil, pa ti on pač za en tak povzetek. Še mogoče je bilo smiselno tisto 5 minut investirati čisto v prihodnost, bodoče svoje nevronske mreže v možganih za čez 30 let. Ne, mogoče tak, to, kar si rekel, ne, se mi zdi drugače dobra poanta. Šolski sistem ni bil zrel niti za družbena omrežja, ki so prišla, kaj šele zdaj zrel za AI. Pa ne, družbena omrežja so tak prostranski problem, ne? Ampak tako, bolj kulturni, tle pa to dejansko vpliva na... Hitro se spreminja, to sem mislil. A veš, pa digitalizacija, pa vse. Pa ne mislim, da je kot materija slab sistem, kaj je notar, ampak mogel bi se mogoče mečkan posodobiti, pa deleč se, da bi bil kakšen strokovnjak na tem področju, pa to puščam drugim, ampak je verjetno kar umetnost najdeti, se pravi, neko povezavo med AI-jem v tem delu, kako ga v bistvu izrabiti na ta prav način, po drugi strani pa še vedno tok in tok vse nekaj splošnega znanja absorbirati, pa izkušenj, ki jih rabiš, kaj daš pa to dvoje skupaj, pa po mojem res naša družba lahko napreduje. No. Ok, rečemo se zdaj obdelala te mlajšo generacijo, ne? Ampak tako. Zdaj, ok, tisti pev report je kazal tudi na to, da pač tudi odrasli nismo imuni na to, tudi je pač nek ta, kot sem rekel, ta net benefit, da ga zelo veliko ljudi vidi kot negativnega. Tukaj meni zanimiv to, ne, torej ta, midva živiva v svetu, kjer bi za večino ljudi rekel, ja, se vsak dan uporabljamo AI, ne, ampak jaz sem tako začel za foro, par tednov nazaj, tako ljudi spraševati, tako kolege, tako v smislu, koliko pa ti uporabljaš AI, ko nisi v službi, a ne, ker zdaj, ok, večina mojih kolegov je tako, da v službi skoraj dnevno uporabljajo AI ali pa celo dnevno. In sem dobil zelo različne odgovore. Ne? Torej,
od tega, da rečemo tako malo bolj osamljen primer, ker je nekdo rekel, jaz sploh Google ne uporabljam več, pač za vse pažgem direktno Gemini. Tudi če štartam na Google, je zaradi tega, da dobim odgovor in pol tam nadaljujem nek chat, ne. Okay. Do tega, da pač tako, ja ne, a ne, v privat pa ne. V smislu, grem mogoče na stare navade, grem pa pač nekaj pogooglam, če nekaj rabim, a ne. In pol sem, enim parim sem razložil tako, kako sem jaz v življenju neke stvari ugotovil, da imamo različne stvari v življenju, ki jih želimo reševati. Sej, jaz tudi vsega ne želim v ChatGPT upisovati, ker se mi niti ne da, ker sem pa rekel, to so stvari, ki jih tudi v Google se mi jih ne da upisati. A ne? Ampak, ko pa želim neko stvar razrešiti, pa lahko verjetno s ChatGPT-om veliko dlje pridem kot prej z Googlom. A ne? In torej, če želim delati na sebi, reševati nek problem, in zdaj dejstvo je v službi več nekih tako problemov rešuješ. Ne? Mogoče doma v takem vsakdanjem življenju je tega manj. Tako da je mogoče to razlog. Ker zdaj na drugi strani to, kar ti reporti kažejo, zakaj ne maramo tega, je pač to, da nas nekako AI skuša, ne vem, je to slovenski izraz, dehumanizirati. Ne? Torej, narediti manj ljudi. Se mi zdi, da ta primer, ki ga že par let videvamo na vseh AI predstavitvah s planirimi Eurotrip, s planirimi moja pot v Barcelono, super demo, ampak noben tega, mislim, da tega ljudje nočemo. Sej, to je moj trip, jaz sem delal, zaslužil sem si ta dopust, zato da bom šel jaz na počitnice in kaj še AI mi jih bo splaniral. Se mi zdi AI super kot izhodišče, ampak AI ti da tak, definitiven odgovor. Mogoče, če bi, to zdaj malo filozofiram, ampak če bi output AI-ja bil, tukaj predlog, dajva zdaj skupaj delati na tem predlogu, tako. Kaj si misliš o tem, ampak ne, odgovor je pač nek tekst, to ti počni, na minuto natančno ti lahko splaniram, 12 do 12, 15 boš lahko šel nekaj pojest, tako v smislu, če greš enkrat potem v chat, se da to razviti, ampak mogoče bi bil boljši uporabniški umestnik itinerarij, kjer jaz lahko vsako stvar tako vizualno pokomentiram, pritisnem pa nekaj drugega napišem, pritisnem pa zbrišem. Tako se mi zdi, da AI mi lahko zelo delač pripelje, pa mi pomaga dejansko moj trip izboljšati, ampak za neko potovanje, za kjer ga bom jaz dal nekaj 1000 evrov, v smislu, je ta mimka je, mi edini razlog, da delamo je zaradi tega, da smo da pol ne bi delali, ne, v smislu, zato sem potem lahko prost, in zdaj bom več delal, da bom pol lahko bolj prost, ampak ne gre skupaj, ne. Se mi zdi, da tukaj pač želimo ostati človeški in kakšno stvar tudi malo raziskati, pa potem, ko prideš, v mesto je super, kaj veš, ne vem, greš v Park Güell in štekaš, zakaj so tisti stebri tam taki, odkje je Gaudí črpal svojo inspiracijo. Ne vem, ni hez, da pač prideš v Park Güell in rečeš, tukaj pa res lepo, še dobro, da mi je ChatGPT predlagal sem prideti. Ne vem. Ne, definitivno, tako kot si rekel, lahko je super pomočnik, ampak ravno to, samo to je pa človeško, a veš, to je pa malo v naravi človeka, zdaj, a si ti malo raziskovalc, ali ti je pomagal priti do nekaj itinerarija, ker sam drugače itak ne bi prišel, pa te itak v redu, če si pa že ti tako malo, si že raziščen stvari, pa tako, pol ti je ta del tako, ne bom zdaj šel tako, kar si dal, ne. Se mi zdi pa bolj navezava na pol, ko greš tja, se mi zdi, je včasih dober, zato ker si na teh točkah, ki si jih ali sam zbral, ali ti jih je predlagal, v smislu ti razišče kakšno zgodovino, pa kakšno stvar razloži. Vse je ful dobrih stvari. Tam je cool, ampak res za te stvari, in vse ni sam pri tripu, pri dostih stvarih je ran takih, to je mogoče za te, ki je pisal nov šolski sistem, veš, ta kritičnost do AI, veš, da ti njega challengeiraš, da ni tako, to mi je pisal, v redu, in to je to, veš. Tudi neko strategijo delaš, super začetek, pol dodaš neki in delaš, brainstormaš, kako si prej, ne vem, s 5 sodelavci, pa 4 na sestanku, še vsak nekaj prinesel, običajno je bilo tudi 80% od nekoga, je dal nekdo na mizo in pa se je pač pilal naprej, in v tem delu tega ne bi smeli zgubiti, oziroma tle moramo po mojem, kot družba, a veš, biti, ne vem, sposobni ta del tako sprejemati, Ne, jaz sem sam ta primer hotel, da ljudje želimo ostati ljudje, ne. Sej, to se je cool. Če greva na to, mogoče naslednjo temo, ki so rekla, da je pa zdaj malo to, torej pričakovanja
podjetij ali pa to, kaj pač strokovnjaki v podjetjih govorijo, kaj bomo dosegali, kako bo vse bomo ljudi zamenjali, vse bo avtomatizirano, a ne pač tako od realnosti to drugače. In se mi zdi, da pač ta velika tehnološka podjetja včasih želijo, da bi ljudje bili samo še eni računalniki, ki bi se ful dobro razumeli za AI. To bi bilo njim najlažje. Zdaj v neki študiji ali pa enih takih razpravah sem bral, trenutno je človek tisti, ki ga AI prompta. Čeprav, torej se mogoče to lahko tema za cel podcast, ampak ravno ta je bil CTO Entropika, kjer je rekel, torej jaz ne pišem več kode, ne pišem več promptov, ampak pišem lupe. Torej, jaz pišem kodo, ki bo v bistvu potem, v osnovi še vedno piše prompt, tehnično gledano, ampak napiše prompt, ki potem sam sebe prompta in izboljšuje. Tako je. Ne piše prompt, ki bo pisal direktno kodo, ampak piše prompt, ki bo pisal prompte. Torej, ta meta inception je zelo globok postaja. Včasih si rabo, da za prompta prišel danes pa res tako viš iz long tail, pa prišli v short tail, pa bo tak prompt napisal. Ne vem, kaj sem hotel zdaj povedati, tako da lahko ampak hotel sem na to, torej kako se, če direkt vprašam, kje podjetja največkrat zgrešijo, ko govorijo o AI-ju? Če gledam malo tudi na te kar naše primere, ki, že prej sem rekel, da ni stanje tako, da so podatki kar urejeni, pa da so procesi vsi poštimani, pa so procesi neko glavi. In je to prvi razlog, kaj je mogoče visoko pričakovanje, zdaj bo prišla na rešitev in potem je nekdo v podjetju, ki reče, to je naš problem, to bo AI zdaj vse rešil. In potem se mi začnejo pogovarjati o tem problemu in je tako, se ta problem ni v bistvu zdaj sam to, da AI ne bi mogel narediti, vi nimate procesa, ker to imate v glavi ta pa ta pol tega oddelka, pol teh podatkov sploh nimate, da se sploh o teh zadevah začneš pogovarjati. In recimo prideš do nekega, rečemo, case-a, situacije, ko bi to zadeva delovala, pa rečeš, na tem malem procesu pa bi. In so pa podjetja še vsem vodena skozi dve perspektivi. Vedno imaš ljudi, ki pridejo v vodstvo, pa reče AI naš rešitelj, pa ko dobijo na mizo stvari tako, mogoče AI ni naš rešitelj, v tem so, to ni čistko, kar smo mi pričakovali, imaš po drugi strani skeptike, ki so tako, bomo mi počas, pa to je recimo, da je tis bottom to top, pa top to bottom bil ta prvi del. Prvi je definitivno boljši za uvajati karkoli, zato ker tam je podpora, pa se išče neke rešitve. Običajno se pa v njih drugih najde bolj take uprejemljive use case, ker nekdo bolj proces pozna, pa tako pa mal pa pomal delaš stvari. Oba dva načina imata isto težavo, to je, da ljudje, ki to morajo pač ali uvajati ali to sprejeti, imajo eni odpor, eni pač začnejo o tem razmišljati, da njih pa namo rabili. Sploh, če vodstvo to uvaja, pa je to zadnje, zdaj povečalo učinkovitost, produktivno, zdaj to tako. Mislim, se veš, branje med vrsticami, to bomo povečali, super, dobiček se bo povečal, ni da ni, pa ne bomo novih zaposlovali, se pravi, beri drugače, tudi odpuščali bomo, Pa ljudi začnejo razmišljati, čakaj, pa je zdaj to moj del. Kaj pa če jaz ne bi zdaj dal to kontekst, če je ta bela stavka ljudi, začnejo razmišljati, tako da zato in tle je ta naša sreča, sorry, kad te prekinjam, da stvari niso popisane, in dokler jih ima človek v glavi, ne more koristiti. Tako malo te sreče, ta data center, ki hodi okrog. Ker ko so stvari enkrat na papirju, jih lahko iz njih narediš kontekst za AI, Tudi že prej je bilo tako, torej tudi imaš senior človeka, ki točno pozna procese, njega težko pač odpustiš, pa ga zamenjaš z mlajšim, ker... Mislim, definitivno. In zdaj, ko enkrat moraš ta strah pred AI-jem, premagati. In to so se, mislim, da pogovarjala tudi par epizod nazaj, ampak če zdaj povzamem, AI moraš uvajati v podjetje tako, da daš ljudem priložnost, da ga izkusijo, da sprobajo na svojih procesih, da dobijo ta občutek, kje jim pomaga, kje je koristen, pa boš ti dobil v bistvu ljudi, ki bodo videli, to nam pomaga, to vsem skupaj dela dobro, ne da jo, projekti, ki imajo za cilj
povečali bomo učinkovitost, še malo bomo pa mogoče v fazi 3 zmanjšali število zaposlenih, ja, pa mislim, da ljudje niso prav tako srečni, vsi, ker noben ne ve, kjerih 8 bomo zdaj odpustili, veš. Ja. In ta del se mi zdi kako to skomuniciraš, je zelo pomembno. Definitivno pa je čist realno dejstvo, da AI ne bo nadomestil ljudi, bo pa nadomestil podjetja, ki AI ne bodo znala dobro upeljati. Prav, ta podjetja te bodo nadomestila. Zdaj ti sve hočeš biti to podjetje, ki bo še obstajalo, ki pomaga, da bomo vsi rekli, mi smo proti AI-ju, pa bomo vsi zaprali. A veš, koliko mi smo mura, šivamo na roke, sam... Mislim, prihajamo do tega sicer, da ne bojo podjetja, kot je Mura, pa bojo mogoče imeli neko uspešno zgodbo, v smislu, mi pa res damo veliko na human touch, Pri nas boš pa vedno dobil človeka. Ker se je tudi mogoče, ti si zdaj povedal, kako je izkušnja zaposlenega, podobno izkušnja potrošnika, kjer sliš, da podjetje ti uvaja asistenta, ki bo izboljšal vašo izkušnjo, ves čas bo na voljo. Jaz kot stranka slišam, še težje bo priti do človeka, kam bojo šli moji podatki, če bo imel nek primer, ki ga agent ne zna rešiti, a bo tam sploh nekdo, ki bo potem lahko to rešil. Ravno zdaj sem na Meta Business Managerju nekaj reševal. Ja, mislim, da sem pol mogel malo pol prompt injectati vse skupaj, da sem ga prepričal, da je rekel, da bo tiket odprl, pa je pa rekel, da so agenti zasedeni. Ampak ves čas me je pripričeval, ne, ta odločitev je končna, žal ne moramo nič narediti. Ne. Na ta način se mi zdi, da tudi potrošniki pol tako dobimo. Je pa tudi kot potrošniki, zdaj če se spet malo na to vrnem, ta splošen občutek, ki je AI, zelo velikrat se srečamo pač z nekom slabim AI-om, če tako rečem. Neki napolnjeni chatboti znajo res samo tisti bare minimum in potem izkušnja je taka, kot bi mogoče lahko bila. Ali pa jaz lahko za nekaj, kar je javno dokumentiran, lahko verjetno na nekem ChatGPT-ju dobim boljšo izkušnjo supporta, kot mogoče na chatbotu neke spletne strani. Samo to je pa nek odgovor, da podjetja in iz CX vidika in iz tega, kako v bistvu zaposleni to sprejemajo, investirajo pač čas, resurse, se grejo pa nazaj do podatka, avtomatizaciji, kje ti vse to imaš, v to, da lahko dobiš boljše stvari ven, kakor pa da na koncu na ChatGPT-ju. Tako se splača v to investirati, ker ljudem bi to koristili sam. Na tem nivoju izkušnja. Ok, da počasi zaključati, pa mogoče ne bi zaključil s tem, je problem. Kaj pa se lahko iz tega naučimo, torej da vemo, kako ljudje sprejemajo AI, kakšen je odnos, kakšni so občutki, kako lahko boljše vpeljujemo AI v podjetja, ali zdaj za zaposlene, ali pa za končne uporabnike. Ok, 3 stvari. Prva bi rekel, da moraš začeti z nekim zaupanjem v sam AI, ne sam v orodje. Zelo jasno moraš razumeti, a bo stranka konec koncev imela neko dodano vrednost skozi to, pa kako boš ta del, po mojem, skomuniciral, je zelo pomemben. Drugo je, da stvari delaš postopoma. Nikoli ne zamenjamo kar vse, kar rečem, zdaj pa je vse tukaj. In da v bistvu te korake, ki nekaj daješ, se pravi rečemo, da je to neka faza 1, faza 2, vmes tudi meriš neko zadovoljstvo. Recimo primer tukaj na Kinetari za voice, pač začne z mogoče bolj osnovnimi procesi, pa meriš, so ljudje bili zadovoljni s temi odgovori. Dodaš bolj kompleksne, spet meriš zadovoljstvo, vidiš, kje ne. In ta tretja stvar je human in the loop, oziroma vedno mora biti človek tist, ki ga lahko dobiš v nekih kompleksnih situacijah, da veš, da AI je tukaj zato, da ti pomaga 24/7, da bo rešil večino tvojih stvari, da razume tvoj kontekst, da je tvoj pomočnik. Ampak če bo pa res se zakompliciral, pa to ne pomeni, da ga sam do drugega AI-ja, ampak imamo tukaj tudi, ti bo ta human touch, bomo še vse pustili. Ravno zato imamo mogoče AI za tiste trivialne vprašanja, zato da se bo lahko človek ukvarjal s tistimi kompleksnimi, ki rabi empatijo in vse te stvari. Tako da, če to pomaga skomuniciraš, bi ljudje znali to dobro sprejeti.
Torej, ni problem v AI-ju, problem je, če smo AI slabo uvedali ali pa se ga slabo lotili. Ne? Kako drugače pa mi dva zaključimo? Ne, sem za zaključek mogoče v tem Gallupovem researchu je ta researcher nekako tako pojasnil, zakaj Gen Z ne mara ali hkrati uporablja in hkrati sovraži AI, ne? Je dal nekak tak citat, torej AI se ugrajuje v moje šole, v moja mesta, v moja delovna mesta in tega ne morem zaustaviti in to ne pomeni, da sem zadovoljen. Torej, da je v bistvu mogoče niti ni jeza na AI, ampak je jeza na to, da je ta občutek nemoči. Torej, da se svet okrog tebe spreminja in da te sili v nekaj, kjer nimaš torej, niti besede na voljo. Tako da, ja, torej, mogoče moramo tako tudi razmišljati o naših rešitvah. A da je to zdaj več svobode našim uporabnikom, je to zdaj zaposlenim ali pa strankam, ali jih dela nemočne. Ali jih dela nemočne, ja. Dobro. Dobro, hvala za poslušanje. Danes je mečkam bolj filozofska epizoda, bi rekel, no? Malo tak pogovor, ampak upam, da ste uživali. Če poznate koga, ki bi ga to zanimalo, dajte mu pošerati, dajte nam spodaj kakšen komentar, kakšen like. Sicer pa hvala za poslušanje. Hvala tebi, Gorazd. Hvala, Andrej. In se slišimo naslednjič. Čau. Čau.